praktično vse krčenje gozdov je zaradi proizvodnje mesa. Vsa ta soja, za katero se krči, to je za hrano evropskih in kitajskih prašičev in perutnine, recimo. Potem palmovo olje v jugovzhodni Evropi je spet za prehransko industrijo, za čipse, za piškote in tako naprej, ali pa za biogoriva in tako naprej. Tako da vse vedno pridemo na koncu nazaj do tega. Ravno prejšnji teden je prišla ven novo Eat Lancet poročilo, ki je meni še bolj vplivno kot to evropsko, ki si ga prej omenila, ker tam so pa ravno to pokazali, to prihodnost, ki že več tudi potrdili, tudi če mi zdaj naredimo vse by the book, kar je treba, elektrificiramo promet, imamo javni promet, imamo ogljično nevtralna letala, pasivne hiše, naredimo vse, kot je treba, še Lego kocke, da so, kako bi rekel, se dajo reciklirati, bomo še zmeraj presegali 1,5, verjetno celo 2 stopinji, ravno zaradi tega, ker če ne bomo spremenili prehranskega sistema. In to je dostikrat ljudem si rečejo, pa sem električen avto, pa sem toplotno črpalko, pa kupujem slovensko govedino, pa piščanca, pa prašiča. In spet pa vidimo, govedina do neke mere je res, bi rekel, izključno slovenska krma, ampak pri ostalih pa živalih pa to že ni več tako. Tako da ja,